Njegovi učenci so prišli k njemu, odprli usta in jih učil. Blagor ubogemu duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in željnim pravice, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjali, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali, vse hudo zoper vas lažnivo govorili, veselite, radujte se, kajti vaše plačilo nebesih je veliko. Ne skrbite za življenje, kaj boste jedli, kaj boste pili, ne za telo, kaj boste oblekli. Mar ni življenje več kot jed, telo več kot obleka. Poglejte ptice pod nebom, ne sejejo, ne žanjejo, niti ne spravljajo žitnice, pa vendar jih vaš nebeški oče živi, mar niste več vredni kot on. In za obleko, kaj ste skrbeli? Učite se odlili na polju, ne trudijo se, ne tkejo, a povem vam, še Salomon na svojem veličastvu ni bil oblečen kot ena izmed njih. Če Bog to ne tako oblači travo na polju, ki danes obstane, jutri pa jo vržejo v peč, mar ne bo toliko bolj oblačil vas? Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli, kaj bomo pili, kaj bomo oblekli. Saj vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo, vse ostalo vam bo navrženo. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Prosite in se vam bo dalo. Ne sodite, da ne boste sojeni. S kakršno sodbo sodite, s takšno bo vam sojeno. In s kakršno mero merite, s takšno se bo vam odmerilo. Ljubite svoje sovražnike. Delajte dobro tistim, ki vas preganjajo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo. Molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Če te kdo udari po enem licu, mu nastaviš še drugo. Če ti kdo hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Če te kdo prosi, mu daj. Če kdo vzame, kar je tvoje, ne teraj nazaj. Karkoli hočete, da bi ljudje storili vam, storite najprej vi njim. In oglasil se je Peter in rekel, ti Jezus, a si moramo to zapomniti? In Filip je rekel, a je to treba zapisati? In Janez je rekel, če treba zapisati, da lahko še enkrat ponoviš. Juda Iškariot je rekel, dobro, kaj pa to veze z mojim življenjem? In Tomaž, ki je zamudil, je rekel, oprosti Jezus, a si povedal kaj pomembnega? In Jezus je Johan. A ste se kdaj vprašali, zakaj se je Jezus, ko je govoril te besede, uspel na goro? Dobro, vem, da boste tako rekli, zato so ga ljudje lahko boljš videli, boljš slišali, pa zato, ker je gora povzdignjena, bliže neba. Ampak se mi vse zdi malo čudno. Jaz priznam, da nisem čudni hribolazec, hribe gledam najbolj odeleč, razumem, sem do Šarpalinske planice. Ampak priznam, da mi nikoli ni bilo tako težko zlesti na vrh hriba, pa čeprav s polnim ruzakom, kot se potem vrniti nazaj v dolino s praznim ruzakom. Pot nazaj me izmeri do topla. Jaz ste pa praznega, izpraznenega, izčrpanega od vsakodnevnih težav, skrbi, službe, družine, otrok, žene, zvleče na vrh gore, naloži polno z vrha na mero, pa hajdi v dolino, pa crkven če ne. Ampak takšna je Jezusova logika, takšna kot njegova puberteta. Čudna, čudaška, čudežna. To s praznim ruzakom gor in spori nazaj, to je še najmanj. Poslednji bodi prvi. Ste slišali to že? Poslednji bodo prvi. Poskusite to pravilo uveljaviti v kakšni vrsti na blagajni, v trgovini, na pošti, skratka tam, kjer so ljudje novce. Ampak kdor hoče biti največji, naj bo najmanjši. Predstojnik naj bo strežnik. Povejte to svojemu šefu. Jaz zdaj enako plačilo tistmu, ki je prišel sam zvečer za pol urca na pogledati, kaj se dogaja, tudi tistmu, ki je cel dan garal, na soncu in držal 8-12 ur. Ali pa ko v priliki v talentih reče, da se vzame tistemu, ki nima, in da tistemu, ki že ima. A si predstavljate politika, ki bi s takim sloganom šel na volitve? Vzel bom tistim, ki nimajo, in dal tistim, ki že imajo. Dobro, se si to počnejo, ne?
Noben tega ne upa na glas povedati. Ali pa pridite k meni vsi, ki se trudite, jaz vam bom dal počitka. Zdaj, jaz, kadar počivam, jaz se ustavim, se sezujem, vržem sebe, ruzak, križ, kako me pač leži, predvsem se pa usedem. Ne? Jezus pa ne. Jezus pa na ta napasan, napolnjen ruzak zgore blago, doda še jaren, ki je sicer sladek, ampak je še zmeraj jaren, breme, ki ni bilo lahko, ampak je še zmeraj breme, zdaj pa vzemi še vsak dan svoj križ in hodi za menoj. In to po vodi. No, pa kdo to zmore? Ampak kljub temu, da Jezus tak kot je, čuden, čudaški, čudežnik, privržencev nikoli ni manjka, ker se nad Jezusom ni težko navdušiti. Ni se težko navdušiti nad Jezusom. In kljub temu, da se Jezusom dostakrat predstavljamo tako mečko bolj komorno obdanga, s peščico najbolj zvestih učencev, apostolov, nam evangelije na več mestih poročajo o množici, ki mu je sledila. Ne? Tako so nekoč razdrli streho, da so lahko hromga bolnika spustili pred Jezusove noge, ker je že gneča okoli njega. Drugič spet, ko je govoril na obali jezera in množica pritisnila na status, da se Jezus moral krcati na čoln, da ga niso v kurilno vodo natopili. In ko je pomnožil kruh, tam piše, da je 5000 mož. Jim lahko zraven prištejemo mirno še njihove žene in otroke, ki je bilo takrat malo več kot 1,2 na familijo, ne, se pravi 10 000 tole čez pal. In ko je na oslici parjal v Jeruzalem, na tej piše to v množini, o množicah, ki so ga sledili in hoteli postaviti za kralja. Se pravi, Jezusu privržencev nikoli ni zmanjkalo, ne v času njegovega zemeljskega bivanja, ne skozi 2000-letno zgodovino. Ni se težko navdušiti nad Jezusom. Težko je nad Jezusom postati navdušen. Ker ko me Jezus zdravi, ne razdre samo moje strehe, ampak razdre predvsem moje stene, moje škarpe. Ko me Jezus uči, me ne vabi, ne izstopam v njegov čoln. No, ne. Jezus pravi, ne izstopam iz čolna, ne hodam po vodi. Ko me Jezus hrani, mi ne da samo kruha, ampak mi da kruh iz nebes, samega sebe, meso in kri. Kruh iz nebes, to so trde besede, trde besede. In mnogi jih niso hoteli slišati in so šli. Mnogi jih še danes nočejo slišati, niti brat ne. Mnogi ljudje, vedno ljudje, mogoče so tudi med njimi, nočejo brati Svetega pisma, ker je to tako debela knjiga. Res je debela, ne prebereš v 5 minutah. In je dolgočasna knjiga, sploh stara zaveza, ki pa vsega še cakrvala. Zato mnogi preskočijo staro zavezo in berejo samo novo zavezo. Samo evangelije. Pa še to je preveč prenaporno. In si izbere samo še statično besede, rečejo, to je bistvo. Ko se mi zdi, da danes največ ljudi presega na stavk, na frazo, Bog je ljubezen. Bog je ljubezen. In kljub temu, da temu stavku, te trditvi, nikaj učitati, se boji, da nekdo, se oklene samo tega stavka in ponavlja, da je Bog je ljubezen, Bog je ljubezen. Ta stavk, ta fraza, slej ko prej postane samo fraza. Oziroma, ker je vse eno, namesto Bog je ljubezen, reče tudi ljubezen je Bog. In ker človek ljubi mnogo reči, mu mnogo reči postane Bog. Tudi ljubezen. Ampak kljub temu, da trdno verjamem, da Bog je ljubezen, Bog ni samo to. Bog je usmirjen, Bog je dobroten, Bog je odpuščan, Bog je oče, na Boga spomenime, celo samostanje. Ampak Bog ni samostanje. Tudi naše življenje ni samostanje. Biti oče ni samostanje, biti mama ni samostanje, biti otrok ni samostanje. Naše življenje, to so sami glagoli. Sami glagoli. Biti, trepetati, roditi se, dihati, dojiti, lulati, kakati, previti, ljubiti. Objemati, poljubljati, božati, delati, garati, trpeti, misliti, ljubiti. Pisati, peti, plesati, spati, ne mara sanjati, vstati, biti, trepetati, ljubiti. Živeti naše življenje sami glagoli, razdati se, dati vse, hrepeneti, nič imeti, izgubiti vse, ljubiti vse, moliti, živeti, umreti, vstati, ljubiti. Naše življenje sami glagoli. In kot vemo iz slovenščine, pouka slovenščine, so ti glagoli dovršeni, nedovršeni, prehodni, neprehodni, trpni,
izvorni, v kakšnem tujem jeziku so pa še pravilni in nepravilni. Neverjetno nepravilni glagoli. Jaz imam veliko otrok in skoraj vsako leto se srečnem od njih dudlam nepravilne glagole v angleščini. Tako da vem, da je v angleščini glagol iti nepravilen. Iti. Kaj je tukaj nepravilnega? A ni lepo, da lahko greš? Če nikamo ne greš, nikamo ne prideš. Je pa res, da če greš, ne samo takole na sprehod, ali tako nasploh v življenju, se ti lahko zgodi, da tam zaideš, da skreneš s poti in se izgubiš. In lahko tudi padeš. In pasti je tudi nepravilen glagol. Zdaj ne vem, če je pasti nepravilno, je pa več kaj narodno. In ne čudem, da se skoraj pri vseh športih učijo, kako pravilno pasti. Ker če pravilno padeš, imaš več možnosti, da se lahko pobereš, da se sploh pobereš, da se sam pobereš, da se ne ranš. In se sprašujem, zakaj se uči samo pri športu? Človek bi se moral učiti pravilno pasti pri vseh stvareh, ki počne življenje. Ker pri vseh stvareh pada. Ker se zmeri najde dolga te spotakne. Ker je tudi Kristus padel pod križem. In zdaj, če padeš, se lahko tudi raniš in raniti je tudi nepravilen glagol. In to takole na prvi pogled zgleda pravilno, da je raniti nepravilen glagol, ker kdo pa hoče, da bi ga bolel, razen kakšen mazohist, ne. Ampak pravzaprav nas bolečina varuje, ne. Če ne bi bolelo, ne bi znali cel zdravje. Če ne bi bolelo, bi se kdo od nas celo življenje zaletavo z glavo skozi te. In raniti takole v ljubezni je pravzaprav nuja in je strast in je slast. In ko je vojak prebodel sulico Jezusu stran, ko ga je ranil, sta pretekli kri in voda. Voda, ki očiščuje in kri, ki odrešuje. Raniti nepravilne glagole, prosim. Je pa res, da se nepravilne glagole moramo naučiti, pravilne pa znamo. Pa je res. Živeti, na primer, je pravilen glagol. Čeprav mnogi tega ne čutijo tako, ne živijo tega tako. Umreti je pravilen glagol, čeprav se marsikomu tudi to ne zdi pravilno. Bi radi živeli večno, pa se ne zavedajo, da pravzaprav živimo večno. In ljubiti je pravilen glagol, popolnoma pravilen, čeprav v zadnje čase ni večjih nepravilnosti kot v povezavi s tem pravilnim glagolom. In moliti je pravilen glagol, in objeti je pravilen glagol, in poljubiti je pravilen glagol, glagol, sam glagol. Glagolite po nas redka slovesa, to je prvi zapis v slovenskem jeziku. Glagolite po nas redka slovesa. In če potegnem tako etimološko, teološko črto, bi lahko rekel, da so naši predniki to, kar so govorili, tudi živeli. Kar so glagolili, so spremenili v glagol. Smo spet pri besedi, ki se je učlovečila, ki je meso postala, ki je med nami prebivala, ki nas je ljubila in odrešila. Zato si poglejmo, vsaj po mojem mnenju, 3 najbolj pomembne glagole našega življenja. To so ljubiti, živeti in umreti. Zdaj mislim, da vsi, ne samo tisti, ki radi beremo, vemo, kateri je prvi Jezusov čudež.